Ana je po temeljiti analizi ugotovila, da bi lahko pri načrtovanju uporabljala različne modele, kot so EDI, Ashur, Format ter SAM in na kaj bi pred samo izvedbo in med izvedbo izobraževanja morala biti pozorna. To lahko razdelimo na 4 točke in sicer prva točka, predhodna analiza, se pravi boljše poznavanje udeležencev, kdo so, kaj že znajo, kako uporabljajo različne komunikacijske veščine in kakšno bi bilo idealno stanje in primerjava s trenutnim stanjem ter kaj je potrebno storiti, da bi se ta vrzel med njima zmanjšala. Druga točka, oblikovanje in programiranje izobraževanja obsega vse elemente in aktivnosti, da se izobraževanje lahko izvede. To so cilji, vsebina, metode dela, material ter konkretna razčlenitev posamezne vsebine skupaj s pripomočki. Tretja točka je izvedba, kako in na kakšen način bo podana posamezna vsebina, uporaba tehnik za aktivacijo udeležencev. Bistven poudarek je, da se držimo načela, udeležba na izobraževanju še ne pomeni usvojeno novo znanje in s tem spremenjeno vedenje na delovnem mestu. In kot zadnja, 4. točka je sprotna evalvacija v vsaki fazi. Kakšen vpliv ima izobraževanje na poslovne rezultate? Smo dosegli želeno, so udeleženci usvojili novo znanje, ki ga uspešno prenašajo tudi na delovno mesto. Sistematično načrtovanje in programiranje izobraževalnih vsebin je bistvenega pomena za učinkovito delo v organizaciji in doseganje strateško zastavljenih ciljev. Zatorej si morate kot izobraževalni menedžer predhodno odgovoriti na nekaj vprašanj. Kako uskladiti cilje organizacije in izobraževalne potrebe z izobraževalnim načrtom? Kateri so bistveni elementi načrtovanja izobraževanja? Kako definirati namen in cilje izobraževanja? Kako vsebino prilagoditi udeležencem? Verjamem, da bomo na Akademiji izobraževalni menedžment skupaj učinkovito usvojili dobro načrtovanje in programiranje izobraževanja in se tako uspešno izognili neusmerjenim izvedbam, ki privedejo do naključnih in nezadostnih rezultatov. Dobrodošli in se vidimo 7. aprila 2016.